Ja imam notarski ugovor gdje sam kupio auto, u kešu isplatio, auto je čist ko suza, znači imamo kupoprodajni ugovor, sve imamo. I to ćemo sada predočimo pred sud. Ja ne znam, ovo izgleda na političkoj nekoj osnovi se dešava. Mnenje države je seveda drugačno, kot je bilo slišati v sodni dvorani, tožena stran očita, da je pogodba fiktivna. Ivankovič pa pravi, da je Maseratija kupil od Lidije Zrnič, sicer Snežičeve prijateljice. Na to je, pravi, Maseratija posojal Dijani Đuđić, Snežič pa ga je, kot pravi sam, le občasno vozil. Gospa Lidija Zrnič, kot ste tudi slišali na sodišču in bili predočeni dokazi, je Maseratija plačala z denarnim tokom, iz svojega bančnega računa ga je plačala je davek DDV v Bosni in postala lastnica. Prodala ga je na to Darju Ivankoviču. Nikjer v tem krogu ni nastopal Rok Snežič kot lastnik, tako da je smešno karkoli drugo ugotavljati, kdo je lastnik tega avtomobila. Je pa Ivankovič, pravi, na sodišču v BIH že vložil 80 tisoč evrov visok tožbeni zahtevek zoper Slovenijo, obravnava še ni razpisana. V primeru uspešne tožbe na mariborskem sodišču pa Ivankovič napoveduje odškodninski zahtevek ter pravi, da ima velike stroške, saj da zaradi odvzema najema drug Maserati. Na kratko bodo pa potegnili davkoplačevalci, kajti tu se pogovarjamo o cirka 300 tisoč evrih že mesec najema tega avtomobila, kajti dnevni najem takšnega Maseratija je 500 evrov. FURS oziroma vlada pa ta avto zadržuje že 2 leti pa pol. Do zaključka pravde bo trajalo še nekaj časa. Državo zastopa državno odvetništvo, od koder sporočajo, da postopkov pred njihovim pravnomočnim zaključkom ne morejo komentirati.